Zdaj pa na terenu pozdravljam našega korespondenta, dr. Fakina Sajka, ki nam bo tokrat podal pogled v trenutno zelo perečo temo. Namreč govorimo o nevarnosti nuklearnega napada. Dr. Sajko, kakšna je trenutnost verjetnost nuklearnega napada strani Rusije? Pozdravljeni. Ja, po do sedaj dostopnih podatkih vse kaže, da je verjetnost kar velika. Če samo pogledamo Kitajsko, recimo so že evakuirali vse svoje državljane, medtem ko Rusija v bistvu na vzhodu Ukrajine že krepi obmejne enote, kar pomeni, da smo v bistvu zelo blizu tega jedrskega spopada. Kar me seveda pripelje do vprašanja, zakaj ste me poslali na teren. Ne? Mislim, ker tukaj je zračna linija brez preprek. Mene kle takoj zadane. Ne? Recimo, če smo že glih pri tem, kaj me lahko zadane. Je grozen. Sam poglejmo. 3M14 kaliber, doseg 2600 km, teža bojne glave 400 kg. Ali pa, če gremo mogoče kar na 50 kilotonski Iskander M, dolžine 7 metrov in seveda 700 kg težke bojne glave. Ne vem, a to vas ne skrbi? Jaz gleda, da ne. Ker čisto vse en, sej pošljate ga kaj, ne da bi me poslali nekam na varno, kot je recimo bunker. A vi veste, kakšen radi ima taka bomba? Radi, poglejte, samo poglejte. Poglejte ta radi. Se vidi, da me nimate radi. To je grozno, to je grozno. Mislim, nuklearno sevanje, bom sam povedal, ne, nuklearno sevanje se širi linearno, kar pomeni, da če kle pade, zadene tudi vas. Dr. Sajko, če se še zdaj pritožujete, kaj bo šele naslednji teden, ko vas pošljemo v Kijev? Kam? Kam grem? A si slišal? Kam grem? Ne. Valjda ne. To se zmoti. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.